Jožko, smo v Romskem muzeju v Murski Soboti, skromnem, ampak bogatem. Kako so Romi doživeli osamosvojitev Slovenije? Vemo, da je njihovo dojemanje prostora drugačno, da jih meje ne ustavljajo, niti ne zanimajo. Kaj se je z romsko skupnostjo zgodilo v prehodu in kakšen je njihov položaj, recimo v primerjavi z jugoslovanskimi časi? Najprej moram reči, da pravzaprav v tem prehodu neko do novega obdobja, ko je Slovenija postala samostojna, smo Romi pravzaprav dobili nekatere zelo pomembne stvari, torej postali smo, oziroma zapisani smo bili v Ustavo, torej v Ustavo Republike Slovenije, ker smo priznani kot ena izmed, bom rekel, manjšin oziroma etničnih skupin, ker se je z Ustavo določila tudi naš položaj in pravice. Potem v tej samostojni državi smo Romi postali tudi bolj organizirani, torej postali smo sogovornik lokalnih in pa državne skupnosti in seveda ne samo to, ampak tudi lahko izražamo svoje interese, potrebe, ne samo na lokalni, ampak tudi na državni ravni, kar pomeni, da smo nekako politično prisotni. Kar se tiče bivšega sistema napram sedanjega, so pa Romi izgubili zaposlitev. Torej v Jugoslaviji so Romi bili zaposleni, imeli so svoje službe, lahko so skrbeli za svoje družine. Torej v obdobju nastajanja nove države, samostojne Slovenije, so Romi izgubili svoje službe, postali so brez zaposlitve in so postali socialni problem, kar pomeni, da so takoj v očeh družbe postali nekdo, ki prejema socialno pomoč in je na breme davkoplačevalcev oziroma družbe ali pa države, in potem smo seveda še bolj bili porinjeni, bom rekel, na obrobu te družbe. In seveda to je ta razlika, ki je v tem obdobju, kar se je zgodilo od prejšnje, torej skupne države. Res pa je, da lahko bolj svobodno povemo, kar hočemo, kar tudi mislimo. Čeprav moram povedati, da tudi če govorimo predvsem za Prekmurje, so se reševanje romske problematike lotevali lokalne skupnosti, skupaj z romsko skupnostjo, torej bolj sistemsko. Vse strukture so tudi sodelovale, tudi takrat občina, Socialistična zveza delovnega ljudstva, tudi socialna služba in tako naprej, šolstvo. Kup teh dogodkov, in to bom tudi opisal v eni izmed mojih knjig, ki jih pišem, in je seveda nekako ovrednoteno z dokumenti, z zapiski, kar pa recimo v tem sistemu ne morem reči, kajti v tem sistemu se pa nekako družba in pa odgovorni umikajo od reševanja romske tematike, najprej iz tega stališča, ker se ta odgovornost prelaga recimo lokalna skupnost na državo, država na lokalno skupnost, in predvsem prevladuje jaz temu rečem, iščejo se rešitve, da se rešitve ne najdejo. Torej, nekako, bom rekel, zelo preprosto, imamo zapisane, torej so zakoni, je ustava, ki določa posebne pravice in položaj romske skupnosti, vendar Romi teh posebnih pravic in pa posebnega položaja ne čutimo v slovenski družbi, v slovenskem prostoru, kajti predvsem ni politične volje. To je ta razlika od prejšnjega sistema in bom zaključil s tem, torej ne glede na to, da v prejšnji državi ni bilo zakona, nismo bili zapisani v ustavo, nismo imeli te politične participacije na lokalni ravni kot danes, ampak takrat so se problematike romske skupnosti reševali odgovorni, takrat, kadar je problem nastal, in so ga tudi reševali. Govorim predvsem za prekmurski del, kar je prineslo ogromno, bom rekel, razlik med Prekmurjem, Dolenjsko Posavjem in Belo krajino, in te razlike so danes bolj vidne kot pa takrat v bivši državi. No, to sem te hotel vprašati. Prekmurje vendarle velja za nek vzorčen primer, čeprav seveda ni vse idealno, ampak ta socializacija skozi vrtce, šole je potekala dolgo. Se pravi,
tukaj je neko sožitje in tudi medsebojno spoštovanje. Ne. Je pa precej drugače od drugih delih Slovenije. Ne. Poznamo primer Strojenovih, vemo, kakšni problemi so na Dolenjskem. Ne. Kako se ti zdi, kakšen je odnos Slovencev do Romov na splošno in tudi medijev in bomo rekel, te skupnosti, ne, ker vemo, da so bile stvari celo tako drastične, da je tedajni predsednik Drnovšek moral intervenirati, ne, da bi reševal Rome. No, gledajte, to je pravzaprav tisto, kar sem prej povedal, da se iščejo rešitve, da se rešitve ne najdejo. To je glavni problem. Poleg tega to okrepljuje neka nepolitična volja, ker politične volje ni in to je zelo pomembno. Zdaj, jaz moram reči, da smo Romi nekako v prostoru, bom rekel, v časovnih prostorih, tudi v današnjem času, v preteklosti, vedno bili tisti, ki smo v veliki meri bili torej odvisni od drugih. Kajti Romi kot narod, kot skupnost, napram drugih, recimo, če gledamo zdaj Slovenijo, nimamo svojih lastnih ustanov in pa inštitucij. Če gledamo Italijani, Mađari imajo svoje knjižnice, zavode, tudi dvojezične šole so, torej ogromno teh, bom rekel, vzvodov je, da se pomaga neki določeni narodni skupnosti, torej pri nas to ne obstaja. Tudi recimo, če bi hoteli razvijati svoj jezik, če bi ga hoteli nekako ohranjati, te možnosti pravzaprav nimamo, kot imajo drugi. In to, kar vprašanje tega je bilo, je to, da pravzaprav zelo težko tudi Romi dojamemo to, da smo vedno, kadar bi se moralo nekaj narediti, torej ni te politične volje. Obstajali so sicer posamezniki, politični lideri, ki so zagovarjali torej to romsko pravico, življenje Romov, ki naj bi bilo enakopravno drugim, vendar pa je tega vse manj v slovenskem prostoru in slovenska politična elita ne premore nekih razumevajočih odnosov do romske skupnosti. Bom zelo preprosto človeško povedal, kadar se pogovarjamo o težavah romske skupnosti, nikoli ne boste našli ministra ali pa uradnika ali kogarkoli ali poslanca, ki bi rekel, gledajte, Romom je treba pomagati, treba je dati neka sredstva, treba se z nekimi zadevami lotiti reševanja, tega nikoli ne boste doživeli. Vedno je vprašanje, kdo bo to naredil, ali obstaja kak denar, denarja seveda nikoli ni. In seveda to so vprašanja, ki potem so bolj pomembna in pa seveda birokracija, zakoni, pa ne vem kaj, implementacija različnih zakonov, to je vse veliko bolj pomembnejše, kot pa recimo sama težava, ki je v nekem določenem trenutku nastaja. To je v preteklem sistemu bilo drugače. Težava je nastala, so se jo lotili, začeli so reševati, če se je dalo, se je rešilo, če ne, so rekli, da se ne da. Danes pa vzvodi so, torej tudi zakonske in druge podlage so, vendar pa ni te volje. Torej danes ta razlika je seveda očitna med Dolenjsko in Posavjem oziroma Prekmurjem. Mi se moramo zavedati, da je proces razvoja romske skupnosti bil postavljen že v letih 1960, pa malo pred tem, kadar so recimo začeli nekateri posamezniki, ne Romi, se pogovarjati o tem, kako pomagati romski skupnost, kako jih odpraviti siromaštvo, kako jih vključiti v izobraževanje in tako naprej. 61. leta so takrat zgradili prvi vrtec, torej na Pušči, kjer so otroke dali v vrtec. Posledično so začeli skupaj z SZDL občina, delovne skupnosti, oziroma takrat so rekli Tozdi, kakorkoli že, iskati zaposlitve za pripadnike romske skupnosti. Zelo pomembno je, da so si to delo razdelili in so rekli, gledajte, vsaj enega v tej družini je treba zaposliti, da bo skrbel za svojo družino, kar je zelo pozitiven primer. Tudi izobraževanje se je razvijalo, recimo 70. let prejšnjega stoletja smo že imeli srednjošolce, tudi recimo učiteljico in tako naprej. Ogromno stvari se je takrat že dogajalo in dejstvo je, da
pravzaprav takrat ni bilo nobene strategije izobraževanja z Romov, nobenega zakona ni bilo, nobenih predpisov. Vse je bilo narejeno na podlagi potreb in na podlagi razumevanja problematike romske skupnosti v Prekmurju. In zato je ta razvoj večji in boljši, oziroma naprednejši v Prekmurju, kot pa na Dolenjskem Posavju, Beli krajini, ker pravzaprav tega razumevanja še dan danes ne moremo najti, kar je pa zelo hudo, opažamo, da tudi razumevanja v tem času, v tem trenutku ni niti za strani pripadnikov romske skupnosti.